lep pozdrav. Pa me takole zanima, zdaj, če se na naslov osredotočimo duhovnik. Pa Peter, evo, tebe loč še par mesecev, če Bog da, do duhovniškega posvečenja. Pa kaj ti predstavlja poklic duhovnika na tem svetu? Kakšno se ti zdi, da je njegovo poslanstvo? Ja, to je zelo široko vprašanje v bistvu. Poklic duhovnika zame pomeni na nek način življenja. No? Ena radikalna odločitev za to, da bom najprej sledil Kristusu in hkrati mu sledil na en tak poseben način, ki se mu reče pač službeno duhovništvo in posvečeno življenje, da bi bil posvečen v duhovnika in da bi na ta način oznanjal ljudem Kristusa, njegov evangelij, ga oznanjal z besedami in življenjem, hkrati pa tudi delil zakramente. Nekatere od zakramentov lahko deli le duhovnik, na primer, to je zakrament svete Evharistije, mašuje lahko le duhovnik. Le duhovnik lahko tudi podeljuje zakrament bolniškega maziljenja in le duhovnik lahko podeljuje zakrament svete spovedi. Po drugi strani je pa širok nabor stvari, ki jih duhovnik počne v vsakdanjem življenju. Naprimer, če začnemo s kakšnimi pogovori, večkrat so ljudje v stiskah in ravno zaradi tega, ker je duhovnik na takem mestu, ga dostikrat ljudje vprašajo za kakšen nasvet, mu povejo za svoje stiske. Potem, na primer, delo z mladimi, delo z različnimi skupinami ljudmi. Ampak ja, najpomembnejše se mi zdi ravno to oznanjevanje evangelija, delitev zakramentov v imenu Jezusa in vse ostalo na najrazličnejše načine pa gotovo potem pride tudi zraven. Takole nekako po tvojih besedah nekako lahko začutimo to eno razsežnost, ki jo daje ta poklic, pa kar tako malo tudi en pridih ene odgovornosti, ne? Skrb za ovčice, skrb za vernike. Glih to, kako mogoče si ti kot človek tudi kot sam kot vernik, enostavno, kako si se odločil, kako si prepoznal ta poklic v tvojem življenju? Ja, konec koncev se moramo zavedati, da najprej je bil vsak, ki je stopil na pot duhovništva, tudi sam eden izmed vernih laikov in hkrati ostaja vernik, po drugi strani je pa poklican k temu, da te vernike vodi in da tem vernikom služi. In ko sem bil sam, na primer, še dijak, sem najprej razmišljal o dosti drugačni smeri v življenju. Mislil sem, da se bom poročil, da bom imel družino. Tako sem hodil v srednjo šolo, imel sem punco. Pol so se pa stvari v 4. letniku začele obračati drugačno. Prišlo je tisto eno bistveno vprašanje: Peter, kaj želiš početi v svojem življenju? Kaj te bo zares osrečevalo? Čemu želiš posvetiti vse svoje življenje? In takrat me je prešinila ena taka misel: Peter, kaj če bi bil pa ti duhovnik? In tega sem se na začetku tako otepal, ne. Ja, ampak potem je pa ta misel ostajala. Bila je stalno prisotna in me je začela voditi pri nekih takih
pač vsak dan me je spremljala in tako sem se o njej tudi hotel pogovoriti s kom. Pogovarjal sem se naprimer s kakšnim duhovnikom, o tem sem bral v Svetem pismu, vedno bolj me je nagovarjala Sveta maša, vsak dan sem začel hoditi k Sveti maši in kar naenkrat sem začel spoznavati, da ta stvar, ki mi je bila na začetku tako tuja, da je postajala vedno in vedno bolj nekaj, kjer sem bil miren. In sem vedel, da bom najbolj srečen ravno tam, kjer me kliče Bog. In tako je počasi prišlo do težke sicer odločitve, ampak le odločitve, da vstopim v bogoslovno semenišče. Takrat kaj dosti nisem vedel o tem, kaj pomeni biti bogoslovec, kaj pomeni hoditi v semenišče oziroma živeti v semenišču, kaj pomeni hoditi na teološko fakulteto, ampak ko sem vstopil in ko se je ves ta proces začel, sem videl, da je to lahko nekaj najlepšega, kar se ti v življenju zgodi. Mogoče sem na kratko odgovoril. Ampak malo si omenil to eno občutek sreče, pa zdaj ne vem, smo čisto soočeni, današnji svet ponuja marsikakšno možnost, da je človek lahko že srečen, in glih to mogoče, kako si zaznal tisto pravo srečo, pa to pri sebi, kaj ti je dal tisto, ta občutek, da to je pa zdaj to, da ne boš ravnal po sreči tega sveta, ampak po tej notranji sreči, kjer te kliče Bog. Ja, vsekakor bi najprej rekel, da je gotovo vsak človek poklican k temu, da bi bil srečen. Srečen pa pač zame pomeni, da izpolnjuje Božjo voljo. In zdaj, za nekatere je to pač srečno najprej v enih vsakdanjih stvareh. Hkrati gre pa tudi za eno veliko življenjsko odločitev. In za nekatere je to družinsko življenje, za nekatere je to življenje, ko se podarjajo drugim v smislu, se tudi mogoče ne poročijo in potem želijo biti toliko bolj prisotni v služenju drugih, dobrodelne organizacije, celo nekateri učitelji ali pa politiki za to, da bi se bolj posvetili svoji službi, služenju ljudem, se odločajo za naprimer samsko življenje. Potem je pa tukaj, kar se pa prav nas tiče, duhovništvo, kjer je pa mogoče še ena taka še bolj radikalna odločitev in kamor skoraj da ne moramo vstopati, če nas res ne pokliče Bog. Če nas pa Bog v to pokliče, pa verjamem, da tukaj ponuja tudi eno neizmerno srečo, ki jo daje in ki jo je lahko zaznati v duhovnikovem vsak dan. Ki sem pa že prej rekel, je najrazličnejše, gotovo pa zajema ene par bistvenih sestavin in sicer to je oznanjanje evangelija, obhajanje sakramentov v moči Kristusa, delo z ljudmi, ena molitev in pa vse, kar življenje duhovnika prinese s seboj. Tako. Videl sem, da se je zdaj nam pridružilo kar nekaj zunanjih gostov. Vas ponovno lepo pozdravljam in hkrati tudi vabim, da če bi imel kdo vprašanje, da ga vmes postavi, naj ga ne bo strah. Tako da Pa morda jaz tukaj, Gregor, tebe vprašam, ti si vstopil v bogoslovje, ampak predno si vstopil v bogoslovje, si bil eden prvih, ki je šel skozi propedevtični letnik. Se ti zdi smiselno, da mora bogoslovec preden vstopi v bogoslovje še na eno leto razločevanja, na eno leto, ko premišljuje, oziroma kaj sploh dela v propedevtičnem letniku? Povej mogoče malo o tem. Tudi se mi zdi, da
pred vstopom nekako tudi na to pot duhovništva. Že ja, enostavno, ko sem začutil ta klic, da me Gospod vabi na to pot, mi je tudi nekako pošiljal eno tolažbo, da z vsakim korakom, ki ga bom naredil, bo Gospod z mano. Vsak korak mi bo nekako lažji. In tudi je bilo najprej to spoznanje, da je še eno leto pred bogoslovjem, še eno leto mogoče, ko ne bom študiral, še eno leto, ko bom stran od doma. Nekako, mogoče je bil na začetku prisoten en tak mal nenavaden priokus, ampak potem, ko pa sem tudi nekako, je bila pa vedno zadaj ena tolažba. Torej, da tudi ta korak jed na Štajersko v Šmarje pri Jelšah, nekako je bil tudi, zatem je bila tudi ena taka sreča, pa tudi eno, kako bi rekel, ena radovednost, kako bi rekel, da se še bolj odpreš Gospodu, da še bolj lahko prepoznam, kako deluje v mojem življenju, tudi, da sem še bolj nekako prepoznal klic, tudi sebe bolj spoznal in enostavno tudi nekako z eno večjo gotovostjo tudi potem stopil zdaj v semenišče in nekako tudi naredil en korak naprej. Zdi se mi, da je glih propedeutično leto, tudi mi smo imeli to možnost, pa to čast, lahko rečem, da smo bili nekako prva generacija, nekako prvi, ki smo šli skozi ta program, torej jaz pa še 6 drugih sošolcev, tudi Žiga med drugim. Za nas ja, je bilo isto, ker smo bili nekako prvi, mogoče smo še nekako bili tudi deležni tega, kako se je letnik pripravljal, tudi še deležni malo smo opremljali skupaj naše prostore, nekako tudi skupaj so oblikovali program na nek način, bili nekako ta nekako vzorčni model in tudi se mi zdi, da s tem, ko smo mi nekako gradili, pa tudi nekako iz tega črpali in je bilo veliko bolj tako dinamično, interaktivno, nekako smo se res čutili tudi del tega, del skupnosti. Tako, se mi zdi, da tudi je bilo zelo zanimivo to, da prednost tega letnika je bila glih predvsem skupnost, torej da se mi nekako, ko prehajamo iz različnih okolij, z različnimi predznanji, z različnih družinskih okolij, nekako, da se najdemo v eni skupnosti, da nekako rastemo iz točke, na kateri pač smo, ne da pridemo vsi skupaj, pa da že gremo po enem vzorcu, ampak tako, da nekako drugega spodbujamo, ob drugemu rastemo konec koncev. Tako da smo nekako tudi, je bil program zastavljen tako, da nekaj je bilo dobrodelnosti, potem predvsem temeljno to, da je vsak imel možnost poznavati svojo poklicanost, se poglabljati, jo z duhovnim spremljevalcem, pa z našim vodjem nekako skupaj ječi mogoče skozi še kakšna vprašanja, skozi kakšne dvome. Veliko je bilo torej dela v skupnosti, veliko je bilo tudi samega, ko bi rekel, malo tudi teološkega izobraževanja. Poglobili smo se v Božjo besedo, potem hodili smo tudi v stično, kjer smo imeli ob malo predavanja liturgike, torej bogoslužja, nekako po drobcih spoznavati različne prvine duhovnega poklica, vse s skupnostjo in v skupnosti. Ja, hvala, Gregor. Pa mogoče, Žiga, kako bi odgovoril na to osnovno vprašanje? Ali je duhovništvo še možna življenjska izbira? Konec koncev, ti si eden zadnjih, konec koncev v Sloveniji, ki se je za to odločil. Odločil si se za to pred dobrim letom in pol, kaj tacga? Jaz verjamem, da nisem eden izmed zadnjih, da je še kdo kje, Verjamem, hočem reči, verjamem, da jih bo še mnogo, ampak teh, ki so vstopili in tako, drugače se pa popolnoma strinjam s tabo, ja. Torej, duhovništvo možna izbira danes. Mislim, jaz sem lahko en primer, da je še,
se mi zdi, da pač duhovništvo, da bo vedno aktualno, tako pa evangelija. Ne bo nikoli nehal biti aktualno ali pa veljaven ali pa zanimiv. Ker v bistvu ves čas rabimo povezavo do Boga. Tudi v bistvu duhovništvo je ena taka močna povezava do Boga pa prek cerkve. Zato je še danes možno postati duhovnik, pa biti duhovnik. Grega, kaj pa ti praviš? Ja, se mi zdi, da biti duhovnik v tem svetu je lahko za marsikoga neko nenavadno vprašanje, ker ni to, današnji svet nam ponuja vse, praktično lahko vse, kar nekako za neko zunanjo srečo ustreza. Pomembna je pa glih ta neka notranja sreča, podoben kot je rekel Peter, ki jo pa pač pošlje Bog, ki je pa veliko bolj globja, gre v veliko večje globine in glih to nam nekako lahko ena povezanost, en pristen odnos z Bogom da. In duhovnik je pomemben glih zato, ker nekako poleg tega, da sam črpa iz globin, ki mu jih pošilja Bog, da tudi nekako pri ljudeh pomaga, seveda z Božjo milostjo, z Božjo navzočnostjo, da še drugi pri sebi ugotovijo te globine, da še drugi spoznavajo svoj odnos z Bogom, Božjo voljo, ki je namenjena za njihovo življenje in Božja volja, ki bo glih njim tudi prinesla to notranjo srečo. In zato se mi zdi pomemben, da duhovni poklici so pomembni, molitev je pomembna. Včasih se morda kdo vpraša, kaj pa duhovnik sploh dela. Tukaj z nami je tudi eden izmed duhovnikov ljubljanske nadškofije. Poznamo ga kot zelo dejavnega, nikoli ni pri miru. Če ne drugega pa izbere lep dan ali lepo popoldne in skoči kam v hribe. Pa morda spregovori gospod Matjaž malo o tem, kako je njegov vsak dan duhovnika, kaj mu pomeni duhovniška služba. Ker čisto vsak duhovnik ima drugačen urnik, drugačen način dela, ampak kaj je pa tudi tisto, kar je za duhovnika bistveno. Ker jaz še nisem duhovnik, ampak nekaj o tem morda že vem, več boste znali pa vi povedati. Bom rekel, jaz sem zdaj duhovnik 13. leto in bom rekel, da sem imel zelo pestro paleto, raznovrstne barve, izkušnje duhovniškega življenja. Bom rekel, tako na župniji kot kaplan, potem tudi tekom študija in ne nazadnje tudi zdaj, ko pač sem v bogoslovju, kjer se vzgajate bodoči duhovniki in se na nek način, bi rekel, skupaj vzgajamo. Kar je zame nekako pomembno in čutim nekako od vsega začetka in sem si zato tudi nekako za življenjsko vodilo izbral, je to, kar bi se, bom rekel, fantje v bogoslovju potem nasmejali, je ker velikokrat uporabljam ta stavek, Jezus je Gospod. In to se mi zdi nekako zame zelo pomembno, ta citat iz prvega pisma Korinčanom, ker zakaj? Zame osebno, ker je tisti, ki zmore, če le jaz to tudi hočem, mu predati življenje, zmore vse postaviti tudi na pravo mesto, ker jaz pač tega ne zmorem, dostikrat, on pa to zmore. In poleg tega je ravno tukaj on kot Gospod pravzaprav oblikuje tudi življenje v skupnosti. Ravno s tem, ker ima uvid v srce nas vseh.
In kot duhovnikov, no, poleg pač tega vodila, zame pravzaprav še dve noti, no, pomembni, nedvomno sveta maša in nedvomno tisti trenutki odmik v svojo notranjost, v tisto kamrico srca ali pa v tisti dotik onkraja, no, to me letos nekako nagovarja. Se pravi, dotik tudi presežnega, da veš, da naše življenje pravzaprav ni samo ta materialnost ali pa ta tukajšnjost, da pravzaprav smo za nekaj bistveno več ustvarjeni. Tako, Peter, ko si omenjal, ne, da poleg tega recimo kakšno lepo nedeljsko popoldne, ko recimo sem bil na župniji, pa sem bil že nekako v skupnosti pri sveti daritvi, da pol si pa vzamem še kakšen odmik v hribe. Ja, to se mi zdi tudi zame zelo pomemben vidik, tudi kot duhovnika, no? Da tako kot si v skrbi za druge, da uspeš najti res tudi tisti čas, ja, za molitev in tudi za odmik, kako naj rečem, tudi na tej čisto človeški ravni, no? In tako, da kakšen odmik, če to rečem, ali pa vzpon na kakšen hrib, je zame tudi tisti pomemben vstop, srečanje s samim seboj in z Gospodom. Hvala. Torej bi lahko rekli, da konec koncev tudi to stvarstvo, kjer vidimo mnogo lepote, na nek način razodeva stvarnika, ki je vse to ustvaril in ki nas je konec koncev tudi poklical v ta stan. Ker je pa Matjaž tudi profesor na teološki fakulteti, se mi zdi tukaj smiselno omeniti tudi to, da zakaj je potrebno, da bogoslovec hodi na teološko fakulteto, se udeležuje predavanj, hodi na ta 5-letni program, ki ga predvideva tudi konec koncev celotna cerkev za vzgojo duhovnikov. In se mi zdi, da tako, kot človek lahko v stvarstvu spoznava Boga, ga je spoznaval skozi vso zgodovino. In torej, spoznavanje teologije je spoznavanje tega, kar so tisti, ki so bili pred nami, že spoznalo Bogu, kar jim je bilo že dano spoznati. In s tem se zavedamo, da tukaj nismo sami, ampak da so pred nami bliže mnogi, ki se jim je Bog razodeval. Najbolje se je gotovo razodeval Jezusu Kristusu in konec koncev tudi sama teologija pomeni kot spregovoriti o Bogu, ne? Beseda o Bogu. In ta beseda nam je bila posredovana skozi vse čase in konec koncev smo lahko samo veseli, da nam ni treba nekaj na novo odkrivati, ampak da nam lahko nekdo to posreduje. In eden glavnih konec koncev dejavnikov pri vzgoji ali pa duhovnika je tudi teološka fakulteta, da se spozna s tem, kar so nam izročili že tisti, ki so bili pred nami. Ja, potem bi pa tukaj rad pozdravil z nami tudi sestro Štefko Klemen. Marsikakšen bogoslovec, marsikakšen izmed tistih, ki se je odločil za duhovni poklic, je šel na to pot tudi srečanji z njo. Se mi zdi, da voditeljica Centra za duhovne poklice v Mariboru in kdor se sooča z vprašanjem o duhovnih, o tem, a je poklican za duhovnika, a je ta klic, ki ga čuti, res pravi, se lahko obrne na njo. Ona se je tako srečala že z mnogimi in mnogimi fanti, mladeniči, tudi starejšimi, ki so se o tem spraševali. Pa mogoče kakšna beseda o tem spremljanju, kje vas lahko najdejo, kako se lahko pogovorijo z vami, pa kaj bi jim svetovali?
Ja, lep pozdrav vsem. Torej, delam v okviru Centra za duhovne poklice Nadškofije Maribor, sodelujem pa tudi na vsej slovenski ravni. In v okviru centra je pravzaprav ena mojih prvih nalog, ki jo čutim, biti na razpolago za mlade, ki iščejo svojo pot in jim to tudi omogočamo v okviru centra ali pa, ko poiščemo druge sodelavce. Mladi imajo v okviru centra možnost priti na enkraten pogovor, običajno pa ne ostane pri enkratnem pogovoru, zelo malih je bilo, ki so tako samo prišli malo preverjati. V okviru centra je možnost za redno duhovno spremljanje, se pravi, da grem z mladimi na pot, s fanti, ki se odločajo, bodisi za bogoslovje ali pa tudi družinsko življenje, ravno tako dekleta. Ampak bistveno se mi zdi, da gremo en celosten proces. Marsikdo pride z preprosto željo, da bi šel kar v odločanje, vendar se mi zdi pomembno, da grem z njimi en tak celosten proces, pogled, seveda, če želi, človeško vzgojo, duhovno vzgojo, pogled na svojo prehojeno pot, pot poklicanosti, prečiščevanja motivov, kako je zaznaval klic, torej veliko teh vidikov, da bi čim bolj celostno pogledali klic, ki se javlja, k čemu ga Bog vabi, kaj so resnični motivi, kaj je resnični klic, kaj so pa skrite želje, skriti motivi. V okviru tega so redna srečanja, res se učimo prisluškovati Bogu, spustiti svoje načrte iz rok, pa odpreti svoje srce za Božje načrte, ker vemo, da odgovor na klic ni naša izbira, ampak je preprosto odgovor na Gospoda, ki kliče, ki si je zamislil svoj načrt za naše življenje, načrt, kjer bomo živeli v polnosti, srečno, ker nam je tudi dal določene darove. In v okviru spremljanja, ki je lahko krajši ali pa daljši proces, odvisno od tega, koliko je mlad človek že prečistil svojo pot poklicanosti, so potem v okviru centra tudi organizirane duhovne vaje, največkrat duhovne vaje v tišini, oziroma včasih prej še kakšen dan zbranosti, tako da delamo postopne korake, kolikor nekdo zmore, glede na njegove možnosti. Gotovo so pa en tak močen trenutek na tej poti razločevanja osebno vodene duhovne vaje v tišini, ko se iskalec, tisti, ki išče Božji načrt za svoje življenje, ki želi najti, res postavi pred Boga, razpoloži svoje srce in pred Bogom išče, se z njim sreča, pred njim sebe spoznava, svoje darove, svoje najgloblja hrepenenja, prepoznava, kaj so tiste površinske želje, kaj so pa želje v globini, in se uči na to odgovarjati. Tako da to je res ena pot, nekaj lepega, ko lahko gledam, kako Bog dela v življenju posameznikov, je pa seveda tudi naporna, iskanje, prečiščevanje, boji, vsega mogočega je, ampak najlepše je, ko nekdo najde, ko zame je ena radost, ker vem, da začne res eno življenje žuboriti v tem človeku, Božje življenje, in tega sem tudi jaz najbolj vesela. Najlepša hvala. Torej, vsi, ki ste tukaj prisotni, če bi imeli kakršnokoli vprašanje za sestro Štefko, najdete tudi na Facebooku
Center za duhovne poklice, če sem prav razumel, in ali pa kontaktirate enega izmed nas, vsi smo tudi na Facebooku, Peter, Gregor in Žiga, in vam bomo dali kontakt z njo, morda pa tudi Gregor zdajle kar v naš klepetalnik, da tudi link z dostopnostjo do teh strani, kjer bi si lahko kdo še kaj ogledal. Sem pa videl, da je v našem chatu že prišlo do nekaj vprašanj, nekaj je že Žiga odgovoril, morda pa tudi še potem jaz ali pa če bi še kdo drug želel. In prvo vprašanje je, kako gledate na pojav tradicionalizma med mlajšimi duhovniki in tudi bogoslovci? Vse več se nosi talar, poudarja se bolj nobel obleka, manšete, nazaj prihaja predkoncilska drža rok, amikti, odkje vse to? Zdaj, najprej bi naštel, da vse te stvari konec koncev niti koncil ni odpravil. Če bomo šli v Italijo, bomo videli, da ga ni duhovnika, ki ne bi na primer nosil amikta, ker je to morda bolj priročno, ko prideš v neko cerkev, romarsko cerkev in so tam albe in da jih ne bi umazali, uporabijo amikt. Poleg tega tudi, na primer, talar še ni obleka, ki bi jo koncil odpravil. Še vedno konec koncev lahko vsak duhovnik nosi talar oziroma je temu celo povabljen. In kolar srajca je na nek način zgolj pomanjšana verzija talarja. Oboje predstavlja službo duhovnika, torej da me ljudje prepoznajo kot duhovnika. Bi pa rekel, da na nek način je še vseeno spogledovanje z nekim starim obredom, predkoncilskim obredom. Hkrati bi tukaj videl dvoje. Kakor je že mogoče Žiga Kret napisal, da je včasih to zaradi tega, ker nismo znali ali pa ne poglabljamo dovolj nauka drugega Vatikanskega koncila. In zaradi tega poskušamo iskati nekje drugje. Po drugi strani pa tako poglabljanje drugega Vatikanskega koncila, kot tudi koncilov prej, gre za poglabljanje v eno in isto skrivnost vere cerkve. In največji problem se zgodi, ko začnemo te stvari ločevati, ko se začne tukaj delitev. Ker konec koncev, če ne bi bilo vseh obdobij pred drugim Vatikanskim koncilom, Vatikanskega koncila gotovo ne bi bilo. Je pa gotovo Vatikanski koncil tisti nauk, ki ga je cerkev oznanjala skozi vsa stoletja in ki je hkrati nek najboljši odgovor na tedanji čas. Odgovarja današnjemu človeku, ki se sooča z današnjimi problemi. No, res je, da je to že pred dobrimi 60 leti bilo, ampak še vseeno morda na bolj razumljiv način spregovori o isti stvari, kot so spregovorili vsi koncili človeku že prej. Tako da ja, morda bi tukaj povedal še kakšno besedo ekleziolog Matjaž. To je obširna tematika, konec koncev bi lahko marsikakšno srečanje posvetili skoraj temu, ampak se mi zdi, da bi znal povedati kakšno lepo besedo tudi na to temo. Hvala, Peter. Ja, en odmevno bi imel. Ti si že zelo lepo povedal, bom rekel, čisto na ravni, ekleziološki ravni, da pravzaprav, tako kot smo prej razmišljali o teologiji, svetem pismu, je zelo pomembno to, da se zavedamo, da rastemo iz ene tradicije. In se mi zdi, da je to pomembno nekako vrednotiti in to tudi razumeti. Kar zadeva, se pravi, tega novega vračanja nazaj, se meni zdi, Peter je omenil nekako nerazumevanje tako drugega Vatikanskega koncila ali pa tudi še tradicije.
Meni se zdi, da je na nek način tako kot en nihalo, ki je zanihalo v en drug svet, da dejansko po drugem Vatikanskem koncilu so kakšne stvari bile prehitro storjene, ampak ne gre zdaj toliko za to, se mi zdi enostavno kot odgovor, mogoče včasih tudi odgovor strahu ali pa nemoči spričo zelo močne sekularizacije in s tem tudi en pogled nekako nazaj, češ ukoreniniti se v tisto, kar je bilo nekaj trdnega, kar je imelo pač tradicijo dolgega časa. To je eno. Se pravi, kot na nek način iti nekako večjo trdnost. To se mi zdi ena stvar. Druga, kar se mi zdi pa še bolj pomembna stvar, ko govorimo o duhovniku, je pa, bi rekel, tako kot je Peter tudi omenil, duhovniško oblačilo je na nek način, se pravi, predstavlja tudi službo, ne? Ampak zdi se mi bolj kot to, ali ima človek talar, kolar ali ne, se mi zdi, kaj bom rekel s tem tudi v znanje, koga s tem prinaša, kako pravzaprav živi svoje duhovništvo. To se mi zdi ključni moment. Bom rekel zato, ker sem srečal ljudi oziroma duhovnike, pa so imeli talar ali pa ne in so zmogli ali pa niso zmogli živeti v polnosti svojega duhovništva. Tako da to se mi zdi, da je najpomembnejše vprašanje. Bom rekel v tem, kako jaz kot duhovnik uspem nekako se približati Kristusu in dopustiti, da on mene najprej spreminja, da bi zmogel potem njega prinašati svetu. To se mi zdi ob vsem tem ključno vprašanje. Hvala. Potem je bilo pa še drugo vprašanje, kako gledate na soduhovnike? Vam je druženje in gradnja bratskega občestva želja ali to vidite kot breme? Se družite samo s tistimi parimi, s katerimi ste podobnih mišljenj, ali se trudite postavljati mostove in se trudite biti sobrati vsem duhovnikom? Trenutno še ne morem govoriti kot duhovnik, lahko pa spregovorim kot nekdo, ki se za duhovnika vzgaja in se mi zdi, da trenutno je v semenišču taka logika, da se res gradi občestvo, da probamo čim bolj drug z drugim se tudi pogovarjati, družiti. Konec koncev v ta namen smo v letošnjem letu tudi postavili v našem atriju odbojkarsko in nogometno igrišče, ker konec koncev tudi šport vemo, da je zelo pomemben pri nekem razvijanju odnosov. Poleg drugega moram pa reči, da se mi zdi to ena najpomembnejših stvari, bratstvo v duhovništvu, zaradi tega, ker kdo drug te bo pa lahko razumel kot sobrat duhovnik. In drugega res potrebujemo. In trenutno živimo konec koncev bogoslovci v nekem idealnem svetu, zaradi tega, ker imamo 5 metrov vstopimo ven iz sobe in imamo že nekoga, s katerim lahko govorimo 24 ur na dan. In to je moj sobrat diakon, sobrat bogoslovc. Ko bomo na župnijah, najbrž tako blizu nekoga ne bomo imeli. Ali bomo imeli pa enega, dva in ne 20. Se mi pa zdi zelo pomembno, da zato v teh 6-7 letih, ki jih preživimo skupaj v bogoslovju, te odnose čim bolj razvijamo, zaradi tega, da vstopimo v svet z enimi močnimi odnosi in da se stalno zavedamo, da nekoga imamo, h komur se lahko obrnemo in da imamo nekoga, s komer se lahko vedno znova srečamo. Naprimer, poznana je praksa, da se duhovniki redno srečujejo ob naprimer ponedeljkovih večerih, se zbere naprimer 10 duhovnikov skupaj, nekaj izmoli, malo podebatira, malo povečerja
in potem se naprimer razidejo in čez en teden spet srečajo. Zelo pomembna se mi zdi pa tukaj tudi molitev drug za drugega. Konec koncev v semenišču vodimo Marijino kongregacijo, ki je predvsem duhovne narave, to je družba skoraj vseh slovenskih duhovnikov, kjer se na nek način zavežemo in posvetimo Mariji, hkrati pa zavežemo k temu, da bomo tudi redno molili za svoje sobrate v duhovništvu. Potem imamo pa tukaj še eno drugo vprašanje, podobno. Pred kratkim se je zgodilo, da je župnik prosil kaplana naj pokosi travo okoli župnišča. Ta gospodek je odgovoril, da ni zato študiral, da je on duhovnik in ima pomembnejše delo. Kaj delajo vodilni v semenišču narobe? Zdaj tako bi rekel, malo v zagovor vodstva v semenišču. Konec koncev oni nas spodbujajo k temu, da tudi sami delamo taka dela, kot so na primer košenje trave. Sicer sredi Ljubljane trave nimamo, imamo pa zato mnogo hodnikov, ki jih je treba pomesti. In to delamo kljub temu, da študiramo, če se tako izrazim. Po drugi strani nas navajajo tudi na to, da si kaj sami skuhamo, da si sami peremo, likamo, pomivamo posodo in take stvari. Konec koncev duhovnik je najprej človek in mora za človeške stvari tudi znati poskrbeti. In največkrat je razlog za nek tak odgovor neka osebna odločitev, ker konec koncev vodstvo lahko nas spodbuja še tako in tako, kako naj se vzgajamo, ampak na koncu je pa odločitev vsakega posameznika, kaj bo naredil. Ker imam pa sošolca, ki mu je pa največje veselje kositi travo, zalivati rože in obrazovati drevje. Tako da, ja, gotovo, je problem nekaterih, ki so preveč gospodje. Ne bi pa rekel, da je razlog za to semeniško vodstvo, ampak konec koncev tudi neka osebna rast, ki je odvisna tudi od vsakega posameznika. Ja, če sem odgovoril na to vprašanje. Lahko pa tudi kdo iz vodstva odgovori, ali pa Gregor, Žiga, kakšne dva izmed prvih letnikov. Tako. Mogoče v odmev, se mi zdi, da to vprašanje je lahko zelo povezano glih s to vzgojo v občestvu, ne? Ker ko v skupnosti, podobno kot v družini, ne, živi več ljudi skupaj in enostavno se mi zdi, da ta opora, pa to, da rastemo drug ob drugem, je tudi to, da kdaj poskrbimo če vidimo, da je brat v stiski ali pa da potrebuje pomoč, da tudi vidimo to stisko, jo opazimo in tudi na pravi način pristopimo. In mi zdi, da je s tem, da če se bomo res vzgajali v občestvu, bomo tudi enostavno tudi se gradili v tem. Ne? Hvala. Mogoče sam izvolite. Odmev na tole. Tako, nadaljujem mogoče s tisto mislijo, koliko, bomo rekel, duhovnik sam uspe nekako v sebi upodobiti Kristusa, to se mi zdi pomembna stvar, v smislu v tem, kar Kristus je, v končni fazi Bog je svet tako ljubil, ali pa Jezus, ki svojim izkaže ljubezen do konca. To se mi zdi pač ena pomembna stvar, odnos s Kristusom. In na drugi strani v končni fazi izkušnja, ki jo nekdo nosi s seboj, pač recimo rečem zdaj v narekovajih, nekdo, ki bi živel ves čas v bloku, pač pa nikoli ni kosil zelenice, se sploh ne zna predstavljati, da je to pravzaprav nekaj lepega. Govorim zdaj tako na pamet. To je pač ena stvar v smislu,
pustiti se na nek način izvati vsem, tudi življenjskim izzivom in spoznavati v tem tudi lepoto življenja. No, tako. Tukaj pa po mojem smo vsi dejansko po izkušnjah, izhodiščih lahko različni, no, tako. Tudi v spretnostih takšnih ali drugačnih. Peter, ti si pa nekako že pač povedal, a ne, da največ je tudi to, rečem na rokovajih, ne igrati zgolj Gospoda, ampak igrati Gospoda, če že v tem Jezusovem smislu pač služenja v odnosu do drugih, do skupnosti. Kar pa mogoče recimo tukaj, bom rekel, pa odprem vsem še drugo misel, kjer se mi pa zdi, da sedaj smo na nek način kot cerkev pred izzivom v Sloveniji ali pa v Evropi, najdeti na nek način, način, da dejansko se skupaj, kot skupnosti, naučimo sodelovati skupaj. Ne v smislu, pač umanjkanje duhovnikov, na drugi ravni tudi umanjkanje vernikov, se pravi tiste prežetosti z vero, da smo dejansko pripravljeni narediti marsikaj drug za drugega. No, tako. In tukaj potem tudi najdete mogoče en način, kako, zdaj mogoče ne poznam, gre tam za eno konkretno situacijo, ampak govorim zdaj tako bolj abstraktno, s to mislijo, kje sedaj smo. In se mi zdi, da tukaj so naše skupnosti pred izzivom postavljanja na nek način mest, kaj lahko mi kot skupnost, tudi kot laiki, pomagamo v naši župnijski skupnosti in s tem na nek način podpremo tudi duhovnika. S tem nisem hotel reči, da je duhovni gospod, ki je zgolj gospod in preuzvišen, nisem s tem želel tega reči, temveč iskati na nek način res načine sodelovanja, da naše skupnosti lahko živijo in prinašajo življenje. To. Hvala. Zdaj imamo pa tukaj tudi vprašanje Lojzeta, morda Žiga. Peter, eno vprašanje še prej. A ga poveš? Ja, glede bratstva pa, oziroma čekaj. Aha, nekaj o bratstvu smo že rekli, se mi zdi, da na tega sem odgovoril. Da se mi zdi to eno bistvenih stvari in da to bratstvo poskušamo živeti že v bogoslovju z neko gradno občestva. Se mi zdi, da smo o tem že govorili, ne? Vsaj nekaj. Lahko potem še malo o tem rečemo, je pa tudi tukaj vprašanje potem novinarja Aleteje. Zdaj je, torej, zanima me, kako se duhovniki v tem času odločati za duhovniški poklic, ko ta nikakor ni niti približno tako ugledan kot v nekih drugih časih. Zdaj lahko rečemo, da ugledan morda res ni, ampak konec koncev nam že Jezus pove, da nikoli ne bomo, da bo napačno skoraj, če bomo duhovništvo sprejemali kot nekaj, kar bo vedno zaželjeno, kjer nam bojo vedno vsi ploskali. Ker konec koncev pod duhovnika, pa ne samo pod duhovnika, pod vsakega kristjana je pod Jezusa Kristusa. In vemo, da so Jezusu sledile množice in da so ga preganjali. In zaradi tega se mi zdi, da včasih občutimo, da to ni ugleden poklic, včasih občutimo, da smo zavračani, da nas po medijih preganjajo, ampak če pa iz svoje izkušnje povem, pa lahko rečem, da čeprav sem se tega najbolj bal, kako me bojo sprejeli drugi, kako bojo na moje duhovništvo gledali drugi, moram reči, da ob odločitvi za moj poklic nisem začutil enega takega obsojanja ali pa mogoče negodovanja nad tem ali pa
tako, ampak sem od mnogih začutil eno veliko spoštovanje. In se mi zdi, da imajo drugi podobne izkušnje. In ja, gotovo je bilo zaradi tega se težko odločiti za poklic. In sem težko to povedal prijateljem, sošolcem, tudi nevernim, ampak sem morda celo od nevernih dobil en tak najlepši odziv. Čeprav niso razumeli zakaj, ampak je bilo zadaj konec koncev neko spoštovanje, ali kako bi temu rekel. Morda pa o tem spregovori še kakšen drug. Žiga, Gregor, Matjaž, morda tudi kdorkoli, ali pa potem bomo pa šli tudi še na druga vprašanja. Ja, jaz sem najprej povedal o svojem poklicu, duhovniku, spremljalcu, no. V bistvu mi že od začetka ni šlo za nek ugled, no. Torej, prva stran, jaz se nisem odločil, da pridem sem zaradi uglednosti ali pa neke časti, ki ne bi prinesel duhovniških poklicev, ampak zgolj kot, oziroma prvenstveno kot to, kar bo meni dalo izpolnitev, srečo. Da to način življenja, za katerega me Bog hoče, da ga živim. Mislim, potem glede teh časov, da gleda po strani ljudje, to je res, no, že v bistvu prva taka preizkušnja je bila, ko sem to povedal doma, naprimer, moj ata še zdaj ni čisto, pa po 2 letih, še zdaj ni čisto sprejel, pač se eni nam takoj sprejme, sploh tisti, pač v tvoje cerkvi, no, mislim, domači župniji, so veseli, nekakvi sorodniki pa tudi še zdaj, no, malo tako čudno gledajo, pa mislim, malo se spremeni odnos, no, ni več tisti ista povezava, kot bila prej, sam mislim tudi zato, ker povezujejo cerkev, mene tako iz cerkve, Oni imajo pa cerkev v takem smislu kot neko institucijo, pa pol tudi dostikrat imajo neke slabe pač predsodke, pa ali škandale, ali kakšne čudne stvari, z cerkvijo, in pač me tudi s tem povežejo, na žalost. To, no. Tudi je oboje, in pač čudni pogledi, pa sprejemanje, pa podpiranje. Tudi najbolj sem pa hvaležen za podpiranje, pa to mi tudi v bistvu največ pomeni, no. To. Jaz bi sam tukaj se na to nekako navezal, tudi na to vprašanje, oziroma razmišljanje. In se mi zdi še ena stvar, no, pri tem, pa ne gre samo za duhovniški poklic, ampak tudi drugod. Se mi zdi, če človek najde nekako eno svojo poklicanost, dejansko poklicanost, nekaj, kar te izpolnjuje, tako kot je Žiga v končni fazi rekel, se mi zdi, da je to nekako največ. Si enostavno srečen, ne glede na to, ali ti drugi na nek način kontrirajo ali ne, pa s tem ne mislim, da si trmast v tem, ampak ker čutiš eno izpolnjenost. Pomislim ob tem tudi na nenazadnje Pavlove besede, ko pravi, stiskajo nas, ampak nismo utesnjeni. Ravno v tej svobodi v Kristusu. In pa seveda isto reče, pač, da ne bo svoboda pretveza za karkoli drugega, ampak to se mi zdi, saj so bila različna obdobja v tem smislu, kakšen je bil na nek način družbeni status, tudi duhovnika. In se tukaj, bom rekel, seveda so različne zgodbe v tem smislu, ampak meni osebno se zdi, da včasih, tako ko rečemo, da seme novih kristjanov so pač ravno mučenci, ampak se mi zdi ravno, ukolikor v današnjih časih človek, oziroma še bolje rečeno, duhovnik uspe iskreno živeti svoje duhovništvo, to pomeni
ljubezen do Kristusa, do skupnosti, do ljudi, ki so mu zaupani, in ne nazadnje tudi do sebe, da to je potem največje pričevanje. In to se mi zdi, da je, če tako rečem, to pa je tisto seme, ki je Kristusova beseda ali Kristusovo življenje, ki želi stopati in obroditi obilo sadu. No. To je mogoče z moje strani. Potem je pa tukaj še vprašanje gospoda Tineta in gospe Martine glede istospolnih nagnjenj prisotnih med bogoslovci. Martina je potem zapisala, a ste spregledali navodilo emeritus papeža Benedikta XVI, da tak fant ne sme stopiti v semenišče oziroma ne sme postati duhovnik. Jaz bi tukaj samo rekel, da se mi zdi zelo težko, takoj, ko nekdo vstopi, vedeti, kakšna nagnjenja ima ta gospod in če morda kaj skriva. Zaradi tega je pa tako zelo pomembno življenje v skupnosti, da se take stvari konec koncev tudi v smislu vidijo, opazijo in se take stvari tudi potem pravilno rešijo, za kar je odgovorno predvsem vodstvo. Tako da nekateri fantje, ki se odločajo za duhovniški poklic, poznajo marsikatero, kako bi temu rekli, pravilo oziroma kakšen človek je primeren za duhovnika, kakšen oziroma ne, ali sme vstopiti oziroma ne, naprimer, če odgovorim prav na to vprašanje. Nekatere stvari se pa izkažejo skozi vzgojo v bogoslovju, čemur je pa konec koncev vzgoja in skupno življenje tudi namenjeno. Morda bi o tem lahko povedal tudi kaj še gospod Matjaž, kot eden izmed vodstva v bogoslovnem semenišču. Naj pa povem, da smo imeli ravno kar glede tudi te pereče tematike pogovor s profesorjem Colnarjem, enim izmed večjih strokovnjakov na tem področju. Ja, Peter, se jaz tukaj nekako vključim. Omenjam mogoče vsem to, če že na tem mestu, če nas bi čas nekako malo prehitel, imate v chatu tudi povezavo do Zoom konference v smislu, če bi želeli, da lahko naše razmišljanje, naš pogovor nadaljujemo, se lahko potem dobimo na tisti Zoom povezavi naprej. Glede tega bi mogoče to rekel. Se pravi, tisto pravilo, ki je bilo podano glede sprejemanja, se pravi, tudi kandidatov, ki imajo neke vrste, se pravi, urojeno homoseksualno nagnjenje, bom rekel, se je porodilo ravno iz izkušenj, se mi zdi, največje rane, ki jo zdaj čutimo tudi v cerkvi, da je globalna svetovna rana, zlorabe, ki se dogajajo. In zdaj tukaj se vrnem takoj na izhodiščno vprašanje. In tukaj je prva razlika, ki jo je treba nekako narediti, je ločiti med tem, ali gre za globoko urojeno nagnjenje. To na nek način pomeni, da je ta človek osebnostno do te mere naravnan, da tako rekoč ne more drugače živeti, kot da pravzaprav se usmerja pač ne le bom rekel, k čutenju, ampak tudi k izrazu, se pravi, homoseksualnim odnosom, in najpogosteje pride potem tu tudi do izrecnega podpiranja tega načina življenja. In to je v tem dokumentu jasno pač rečeno glede tega, da je to jasni kriterij, da teh se ne more sprejeti v bogoslovje. Druga stvar pa je, in bom rekel, ob tem se tudi pri nas, ne nazadnje v slovenski cerkvi,
imamo zdaj v vstopu v bogoslovje, uvajamo tako imenovane pač psihološke, se pravi psihofizične teste, ki na nek način pomagajo ovrednotiti človeka, videti, kje so na nek način njegove rane in razločiti, ali je tu možna pač rast, ali pa se nekdo na nek način zablokira tam noter in ne bo niti napredoval. In zdaj, ukolikor pa gre za prihodno obliko homoseksualnega nagnjenja, kar je tudi možno, vezano pravzaprav na morda družinske razmere ali pa pač tudi na določeno, se pravi, pubertetno obdobje, ki se je zavleklo, če se tako izrazim, in da se vidi, da je možno to predelati tudi z določeno pomočjo, potem seveda se pa tukaj vidi, da je pač pot naprej. Zdaj, dodajam tukaj mogoče še en tretji element, ki pa, bom rekel, razširja na nek način to debato, to pa je sociološka dimenzija homoseksualnosti, ki pa se pojavi tudi v drugih oblikah zgolj moških skupnosti, pa so to lahko zapori ali kaj takega, ko gre na nek način za okvazinaliste, kot se jim reče, se pravi v določenih priložnostih, ko ni druge stvari. In tu je pa v ozadju ne nujno homoseksualno nagnjenje, ampak na nek način ena nezrelost na psihoseksualni ravni, ali pa, če temu rečem, na neintegriranosti seksualnosti, na nezrelosti, na nepravem dojemanju tudi čistosti oziroma celibata. Vse to, ko gledamo na svetovni ravni, to dejansko boli. Mislim, da pa se zdaj cerkev na splošno in tudi mi tukaj zelo trudimo, da bi prišli k enemu celostni rasti kandidatov in s tem tudi duhovnikov. Hvala. Ker nam zmanjkuje časa, lahko vsi, ki bi si želeli nadaljevati ta pogovor, pogledate v naš chat, kjer je zgoraj, torej Teološka fakulteta, objavila povezavo do Zoom srečanja, ki ga bomo začeli čez nekaj minut in kjer bi naš pogovor lahko nadaljevali. Sicer pa, če ima kdorkoli od vas kakršnakoli vprašanja, nas najdete na Facebook strani Teološka fakulteta, Facebook strani Bogoslovno semenišče, sestro Štefko, Center za duhovne poklice, sicer pa tudi semenišče.si, kogarkoli odtipkajte Bogoslovno semenišče, Teološka fakulteta in nas boste najdali. Hvala vsem za udeležbo, za sodelovanje pri tem pogovoru, za poslušanje, za pogum s postavljanjem vprašanj in ja, lahko rečem samo z Bogom in upam, da konec koncev bomo nadaljevali to srečanje tudi na Zoomu, če bi kdo želel. Sicer pa, kakor sem rekel, na voljo za vprašanja tudi naprej. Lepo bodite, z Bogom.